Is it perfect? No, but I don't see you coming up with anything. And that, people, is what grinds my gears. Pozdravljeni v novi oddaji Pitkov Extreme. Današnja oddaja bo pa oddaja v stvarih, ki grejo meni na živce. Cool. Sem zvedel prej, da o čem bomo govorili. Zelo, sicer subjektivno, ampak moje se bomo vsi najdeli v tem. Zelo subjektivno, nobene raziskave ni tle zadnji, to pač so samo stvari, ki grejo meni na živce, oziroma tako. Lahko, da se motim, še posebej pri zadnji stvari, sem odprt, da se motim, ampak pač bomo prišli do tega. Tako da. Smo rekli subjektivno. Tako. To, kar mi dva rečeva, ni tako, da je izmenil vse resne. Tako. Tako da pač to so samo moji pogledi. No, prvo je zelo slabo narejeni krožišča za avtomobile. Zelo slabo oziroma slabo. To gre na te mengaške krožišča, ki so ki so narejene tako, da noben človek, ki tudi če znaš voziti, ki je enkrat neka gužva, povejmo, kakšna so te krožišča za tiste, ki ne vejo. Pač krožni, razen čisti ste zadnji ki greš proti Komendi, tisti je meni kul, vsi ostali so mi pa tako. Ker je pač narejen tako, da sta dva pasova greta noter in pač itak nobeden ne upa jeti na unga noter, ko je gužva, in grejo vsi na zunanjega in po se po zunanjemu cel krog vozijo, ker je napaka tudi ljudi, ki ne znajo voziti, ampak tukaj je tudi napaka ljudi, ki so dizajnirali to. Imaš ti zelo dober primer, recimo tle, ki je bil isto neumen v Šmarci krožen, pa so ga zrihtali v nulo, ker ti točno veš, kam se moraš postaviti. Ampak, zdaj bomo pa glesniki povedali. Ne, še zmeraj sem jaz mnenja, da ljudje ne znajo voziti. To je dejstvo, zaradi tega jih moraš ti narediti krožišče tako, da se bo znajde. On je pod prisilo narejen ko. Ker so rekli, zlepa ne gre, bo pa zgrda šlo, in so ga postavili in so pač kako se reče, pač količke so dali tako, da pač moraš tako zapeljati. Ampak, če bi pa dali tiste količke stran, dali bi pa še zmeraj vsi tako. Se pravi, ni problem kroženega, problem je ljudi, ki ne znajo voziti. Definitivno je problem ljudi. In to je tudi ena stvar, ki mene živčenega naredi. Sem že parkrat skoraj karambol imel, ker grem pač na novega notranjega zapeljem, zato ker tako treba voziti, pa se pa en najde, ker je po celom okroženo in ne vem, se ti skrije med špegle. In ga skoraj zbijaš, pa potrobaš, pa gleda, kaj narobe. Se pač 4 odseke že pelam po krogu. Jaz bi tako dal vsem izpit še enkrat zadelati, ampak ne pač ne moraš cepiti. Videl sam človeku bi rekel, 5 okroženega, pa 3 izvoz ven zavi. In glede na to, kako bi šel, bi pač, če bi šel narobe, bi se avto ustavil, pa bi se zvočnik oglasil. Zglasi se pri prvi avtošoli, pa greš še enkrat delati izpit. Tukaj se strinjam, ampak pač tukaj jaz sem se tle, pač ljudje ne znajo voziti, to je dejstvo, ampak tega pač ne moreš spremeniti, zaradi tega, ker pač, mislim, lahko bi, ampak daj probi pol narediti krožen tak, da je tudi za debile, da znajo se vključiti. Tako ga morajo narediti, kar je v Šmarci. Ampak po drugi strani moram pa tudi reči, recimo iz Domžal, ko prideš v Mengeš, oziroma ne, ko prideš iz Leka, da bi prišel, ko imaš res klej izvoz, pa je pa 2 metra stran, je pa že takoj izvoz za Mengeš. Se pravi, niti ne moreš, un je pa malo preveč skup sta tista dva pač izvoza. Zdaj že prvo malo zapravljam. Ampak povej še kaj, če Ne, mislim to, pač zdaj naslednja stvar, ki se navezuje na to, so pa žmigovci. Tukaj imamo pač voznike BMW-jev, ker je dodatna oprema žmigovce. Ne, zdaj se pač, niso sam BMW-ji. Res je, ampak čeprav je nek stereotip, ampak res je tako, ne. Mislim, da vsak, ki to opazi, ali pa se nisem BMW, lahko je Audi, ne vem kakšen, pa je preveč pomemben noter, da žmigovc dal. Tako
Tako da ja, pač to je to. Drugi primer teh žmigovcev je pa te ljudje v krožnih, ki dajo prekmal žmigovc. To je pa drug ekstrem. Ker se ti pele cel krog iz žmigovcem, da boš ven in ti čakaš tam, da boš ti lepo zapelu. Ven vidiš, aha, ta odle je itak zapelu, ti zapelaš na krožnega, ne, dečko se pa cel krog pele. In pol je recimo bum, kdo je kriv? Jaz, ker sem mislil, da bo pač ded zapelo, on je bil pač okrožen, valjda ima on prednost, logično, in sem kriv jaz, zato ker on je imel pa cel krog žmigovc, da gre van. Čeprav ne, to je tudi tukaj, sploh ne vem, če je zakon, mislim, ne vem, kakšne so sploh pravila. Po moje, da ni po pravilih, da ti tudi, če greš zunanji krog, ni nič narobe. Ja, sam ne smem. Mislim, imaš pravila, ki so tam, imaš pa pravila, pač neka logična, nepisana pravila. Spet druga zadeva je s temi žmigovci. Imaš določene države, ki greš v krožen, ga moraš dati na noter žmigovca. Kljub temu tukaj spet jaz ne vidim neke logike. Še nisem slišal. Ja, na Švedskem je tako. Ko greš noter, ali greš ven? Ko greš v krožišče, moraš dati lev žmigovc. Aha, eno, ker greš v njega. Ja. Najbolj. Pač, no, ok, ja. Ok. Da, pa dobro, se je navadil, če bi mogel. Če bi mogel, ja. Tako, pa spet smo, ker smo lih še paravtih, dajmo še zadnjo stvar. Ljudje, ki si kupujejo avto zaradi znamke, to gre meni tako na živce. Pač, tako, zakaj? Mislim, tako, zdaj boš dal ti... To je subjektivno. Sem tudi na tej strani, tudi jaz. Mislim, sej razumem, ampak pač to je tako vsak ampak zakaj bi si kupil enega starega zjahnega samo zato, da je, ne vem, BMW ali pa Audi, če lahko za isti denar dobiš, ne vem, Kio, ki bo boljš ti delala, manj boš imel na servisih ali pa ne vem, neki. Veš kaj ne, se gleda ni samo avto, se gleda imaš tudi telefone in pa tako naprej. Ja, isto. iPhone bojo kupili, ker definitivno, čisto isti primer, ja. Pa verjetno, mislim, za en kup stvari, verjetno tudi en sam hlače kupuje eno znamko, ker... Ja. Mislim, jaz razumem ljudi, pač to je meni tako. Manj še umno je, ko pomisliš. Ja, ko pomisliš, zakaj bi toliko več dal denarja za to, da ti značka gor piše, ampak lej. Nekaterim to pač ful pomeni, če se zaradi tega bolj počutijo, lej, pa ga servisiri, pa bo tlej. Če je srečen, v redu. Kdo sem jaz, da bi ti govoril? Res je, ampak tako, ko pa neko imaš malo logike nazaj. Ok, lej. Ja. Tako da... To kot teh. Naslednja zadeva je sugar zero, pijače, hrane, vse te zadeve. To gre meni tako. Pač sej razumem koncept, pač nočeš ti cukra, nočeš se zrediti, nočeš ne vem kaj, ampak tukaj so spet te sledila, ki ti morajo ta okus narediti. In a je zdaj slabšne. Ja, a je zdaj to boljš kot navaden cukor? A je to slabš kot navaden cukor? Ker če ti pogledaš, ne vem, Coca-Colo, pa Coca-Cola Light, ki ima manj cukra, ali pa Coca-Cola Zero, ki ima sledila, noben noče unga Lighta kupiti, ker je ugaban, ker ima premalo cukra. Zero, ki ga nima pa nič, je neki drugega, mora biti, se ni po luftu... Što vidim, ko imaš še par tisle, res smo stari. Res se prislužuješ na stvarmi, ki so nepomembne. Ampak ja, enkrat gledaš, ko znaš neki čez, ko imaš še neizkušnje, ti res začne. Pol ni čudno, veš, ko imaš ti, kaj že film, ja, da sem ga pozabil. Get out of my land. Kateri res naživljam se, ne? Ja, pač stara so, zdaj jambrava. Kva še ne bo? Svetlo. Če bi imela 15 let nazaj, sigurno ne bi bilo te oddaje. Pač tako je, lej. Pa te socialne omrežja, pa TikTok, joj. Ja, to je lahko. Pač za mlade je pa to tako. Toliko, ki je bilo nam takrat zabavno, MSN, pa ne vem kaj, ki je bilo pač isto takrat v njim. Rešim, niso videli smisla v tem. Ja, tako da... Ja, pač stara vas je. Vse spreminjamo, ja. Tako da ja, pač te zero zadeve mi kar tako, pač jaz ne maram tega zero, ker vem, da neki mora biti zadnji, pač nisem si nikoli pa zares vzel od sajta, da bi si ful prebral o tem, pa da bi lahko neko pametno misel okoli tega dal, ne. Zna biti včasih, da je kakšna sam niša,
Pač je fajn, ta je pa zir, da je to kup, zato ker ta pa nima cukra, pa ta je pa manj karkoli. Ja, mislim, štekam dobro, lej, ne vem, če je to nek drug sledil, mogoče, ne vem, za zobe je boljš, ker ni cukr, ki ti jih razžira, lahko je, a veš, pač vidim, mogoče, ja, je v določenih primerih boljš, ampak pač, kaj pa je tista sestavina, ki zdaj naredi ta cukr, a ne, zakaj je zdaj to toliko sladko? Nekaj drugega, a ne? A je ta sestavina boljša kot cukr, a slabša, to pa, ne vem. Mogo bi si prebrati kdaj. Ja. Naslednji je pač čistko za vmes politiki. Ne mislim sploh dolgovezati, pa nič. Kar nadaljujem. Ampak nasplošno, ker nisem še nikoli v življenju videl poštenega politika in meni grejo od prvega do zadnjega vsi pač. Mogoče so imeli kakšen potencial. Pa veš, kako bi rekel? Vsi predvidevam, da je marsikšen, ki vstopi v politiko, ima mogoče tisti namen, željo, ampak bi rekel, ko je tam enkrat vidi, koliko polenov je res ponavljal, koliko so vsi, koliko sam, ne vem, hočejo to sploh ne za dobro, mogoče družbe in ga mine, ne? Bodi si ali postaneš to, ali pa greš stran. Ja, in to je to, ja. Želim si, da ni tako, želim si, da je to samo ena miselnost med ljudmi, ne? Ampak, ne vem, no, ker sem tudi take primere slišal, recimo nekaj, sam na hitro bom. Ja, nekaj bo. V eni občini, pa ne pri nam, so hoteli nek prehod za pešce narediti. Pač otroci rabijo prehod za pešce, ker hodijo tam v šolo. Ja, smo za, ja, mi smo za, druga politična struja, ne, mi smo pa proti. Samo zato, ker so oni rekli, ker niso bili v večini in hočejo, a ne, une malo zdrkati. No, ja. In pač, da te čim manj naredijo, oziroma da pol na koncu lahko rečejo, lej, nič niste pač naredili. Ja. Ker se jim sploh ne gre očitno za varnost, ampak samo zato, da bo ponašal. Ja, pa da bomo ungate drugega pa da smo mi boljši. Tako da ja, in pol, a veš, je to na lokalni ravni. Kaj moraš še lepo biti na eni res državni ali pač tako naprej. Ja. Toliko politiki so rekla, da novo pa... Na kratko pa sva se, zato sem tudi zelo na kratko napisal sam politiki, ker sem hotel bolj na hitro, ampak ja. Zadnja stvar, to je pa take, je mogoče malo taka, ampak pač, lej, bom še rekel. Še na živce. Ja. Ljudje, ki so predebeli, pa govorijo, da je to ful lepo. Tukaj se moram popraviti, da ne grejo mi na živce ljudje tako debeli, ali pa to tudi, ne vem, Ja, pač tudi, ne vem, ženska, če ima 100 kil, meni je to še zmer lahko lepa ženska. To ne pomeni, da je debela, a ne? Pač je še zmer čist cool, če ne vem, malo večja, tudi če ima 115, je lahko še zmer lepa, a ne? Ampak te ljudje, ki imajo, ne vem, 150 kil, pa reče, ja, sem lep, lahko si lep drugač, ja, tukaj se strinjam, ja, ampak zdrav nisi, pa fizično, sorry, to meni ne zgleda lepo, pač ne, a ne. In te, ki govorijo, koliko je to lepo, to so sam ljudje, ki hočejo prepričati take ljudi, ki so že na tem, ja, cool je, kar ostan tak, ne shujšati. Ali pa je to nek obrambni mehanizem, mogoče, ali pa to. Ker ve, da je tak, da družba ne sprejema tacga in mogoče hoče neki trend obrniti. Ampak spet tukaj. Nočem se preveč v to tudi jaz se ne bi, ampak pač tako hočem reči, da ne vem, pač neke te normalne vrednote, meni to ni nič narobe. Pa tudi kljub temu ponavad, meni debeli ljudje so ponavad ful bolj pozitivni, ful lažji z njimi komuniciraš, lažji si pogovarjaš, tako da... Deva reči težji. Debeli je tako, mogoče malo taka... Tako, ja. Močnejše postave. Tako. Tako da ja, pač v osnovi tako kot ljudje so meni večinokrat boljši ljudje, tako kot človek, kot oseba, kaj... Bolj pozitivni. Tako, pa tudi lažji se razumeš z njimi, no. Ampak ja, tukaj sem jaz hotel samo to reči, da pač ne vem, ne moreš pri 150 kilah reči, da je to lepo. No, sej, lahko gremo pa, da ne bomo samo tam, lahko tudi bi rekel oni, ki so res
sheren že skoraj. Je pa drug ekstrem, je pa isto. Mogoče isto govori, kako je to fajn. Pa tudi spet ni, ja. Če si čist, ja. Ampak sej, bolj imaš spet, ja. No, to je taka malo bolj občutljiva, ki pravim, da je... Ampak vseeno, zakaj ne mi dva imava kle? 153 subscriberjev že. Tako. In bomo pač govorili to, tudi to govorili. Če bi jih imel več, bi lahko še svoj mnenje imel. Tako. Veš, meni je pa tako, polne živce, tisti ljudje, ki bodo šli s trendom, ki ne bo svojega mnenja za nekaj dal, samo zato, da bo v očeh drugih izpadel boljši. To tudi. In da bo recimo te bo rekel to, kar ti hočeš slišati, enemu drugemu rekel tisto, kar hočeš slišati. To mi gre na živce. Mogoče je to kakšna psihologija, da niso njih prepričani sami vase. Zna biti, po mojem. In pol hoče mogoče, da ga imajo vsi radi, da ga vsi pozitivno vidijo. Čeprav, ne vem, ni pa to... Dejstvo je, da ti ne moreš nikoli vsem ustreči, nikoli ne boš vsem všeč. Vedno... Vsak lahko, včasih lahko vse narediš, pa boš za enega, te ne bo maral. Tako. Tukaj bom šel spet. Pol poznal eno osebo, ki ni hotela, da jo drugi ne marajo. Hočem, da me imaš rad. Tista, veš, dejva se zdaj družiti, da boš videl, kako sem dobra oseba v bistvu. To je pa še bolj... To je pa že uno... Rajš ne, že zaradi tega prepričanja tvojega... Ja, tako da je, veliko stvari mi gre na živce, očitno. Opažam. Pa še ta vdaja bila lahko imela kar veliko delov. Mogoče bo nadaljevanje še prišlo. Kaj pa ves? Ja, kaj vas mot? Kaj vam gre na živce? Pa tako, se lahko čist subjektivno, kako mi dva dele. Ker ni, ne rabimo... Po moje, če bila mi dva malo bolj znana, pa tudi z tole vdajo kakšni bi naj lahko hotel... Ja, ne hitrca. Kako se že reče? Se nima veze. Ja, hotel zjebati, pač, da je kakšna sta. Tako naprej. Ja. Cool. Zakaj sem zdaj to sploh omenil? Tako je, pač dejstvo je, da... Ker jim greva mi dva na živce. Tako, ker imaš enkrat dost ljudi, ki si jim, pač so določeni procent ljudi, ki jim pač bo šel na živce in to je to. Tako. Cool. Hvala za ogled. Lep petek in ne vam ne grejo na živce. Ja, poskušamo biti pozitivni. Je pa tudi nekaj res. Mi dva bi rekel, ali pa vsaj za sebe rekel, zadržim nekako zase. Tako, veš, ne bom se zdaj pa pretoževal nad vsemi, a pa za vse stvari, pa z vsem bom... Pa da negativno gledal, to je itak, Še vedno pozitivno. Ne, to je res, Vedno moraš gledati na stvari pozitivno, zaradi tega, ker pač tukaj pa jaz mislim, da je še zmer karma, nekaj je na tem. Pač tako, če boš ti pozitivno gledal, pa pozitivno videl, če že misliš pozitivno, bo lepš svet. Tako, če boš pa vse negativno, je pa itak pol valjda vse negativno. Valjda skozi zatežen. In s to pametno mislijo zaključujeva današnjo oddajo. Mi imamo veliko pametnih misli na koncu. Tako. Splaša se do konca pogledati. Tako. Lep petek, pa se vidimo. Zaključujemo. Ajde, čau.